Radovljica je vrsto let vključena v evropsko mrežo gradov Venerina pot, ki povezuje mesta in gradove v Sloveniji, Avstriji, Italiji in na Češkem. Prek njih je v 13. stoletju iz Benetk potoval vitez in pesnik Ulrich Lichtensteinski, ki je bil oblečen v masko kraljične Venere. Njegova pot je bila spoznavanje gospa, plemenitih gospa tiste dobe, kajti on je tudi napisal roman V službi dame. Srednjeveški roman v verzih, ki nam je dostopen zdaj v sodobni nemščini, kajti stare dejansko ne razumemo več, in povezuje tudi nekatera mesta v tem Alpe-Adria prostoru. Med drugim je bil tudi na obisku na gradu Kamen pri Lambergih in odtot v bistvu ta povezava. Zato se to tudi imenuje, čeprav veliko mest je zdaj odpadlo, Radovljica pa vztraja pri tej tradiciji in poskuša turistično društvo Radovljica tudi za drugo leto spet navezati stike, ustvarjalne stike z nekaterimi od teh krajev. Glavni namen vsakoletnega srečanja je predstavitev poklicev, ki so jih poznali že v srednjem veku. Na Linhartovem trgu so se predstavili rezbari, zeliščarke, medičarji, čebelarji, pletarji, lončarji, čipkarice, predice, tkalci, pletilje in mnogi drugi. Klemen Šmid iz Železnikov je že znan obraz rokodelskega sejma. Pri nas izdelujemo dražgoške medene kruhke in škofjeloške medene kruhke. Razlika med dražgoškim in škofjeloški je v izdelavi. Dražgoški medeni kruhki se izdelujejo vseročno, oblikujejo in krasijo ročno, škofjeloški medeni kruhki se pa prvi lesen model izrazla in se vtiskuje noter. In kolikor je teh modelov, se lahko teh izdelkov naredi. Kako so obiskovalci zainteresirani za to vrstno obrt? Predvsem tujci se zanimajo za našo tradicijo, tako da predvsem tujci, domačini pa bolj po naročilu za kakšne večje obletnice, poroke ali pa kakšna slavja ob jubilejih. Jernej Kosmač iz Tržiča je vsestranski ustvarjalec. Njegov najbolj znan izdelek je čevljarska luč na stekleni krogli. V zadnjem času pa se posveča obujanju starih miselnih iger, ki so jih poznali naši dedki in babice. Tukaj vidite, imate igro Volkovca. Včasih, prav pred 14 dnem sem poslušal oddajo od Primorske in tam je bilo povedano, da so v gostilni vsak večer igrali pri 3 mizah Volkovcev. Tudi v Tržiču in tudi na Gorenjskem. Ta Volkovca, ki sem jo jaz igral z mojim starši, smo na mestih Beck smo imeli fižolčke, pa 2 koruze, to sta bile pa volka. Zelo prijetna. Potem pa igra, ki je mogoče v današnjem času zelo pomembna. Imamo 3 kocke, vržemo 3 kocke, dobimo 3 števila in s tem 3 številom naredimo vse računske operacije, ki jih znamo. 6 plus 6 je 12, plus 2 je 14, pa vzamemo zatiček ven 14. 6 deljeno 6 je 1, 2 krat 1 je 2. Rokodelec Janko Marinč iz Kočevja je predstavil postopek izdelave leskove vitre, osnovne surovine za izdelovanje peharjev in košar. Obiskovalcem je to zelo zanimivo, zato ker ta obrt je nekoč bila praktično pri vsaki hiši, pletli so skoraj da pri vsaki hiši, danes je pa to zelo izumrlo in starejši, ko vidijo izdelke, ki so jih nekoč njihovi dedki pa babici delali ali pa celo oni pomagali delati, jim je zelo lepo. Otroci so pa itak vedoželjni, pa vedno hočejo videti, kaj stric dela. Kako pa se te izdelki prodajajo? Tako kot se počasi izdelujejo, se tudi počasi prodajajo.